Ja, to je bil sistem, ki je propadel zato, ker se je sesul sam vase, ker je bil nedemokratičen, ker kot nedemokratičen ni podpiral novih idej, je naredil veliko škodo narodu, predvsem s tem, da je ubijal individualizem. Podbuditi ta duh, ki ga imamo v športu, tudi v gospodarstvu in nasplošno v panogah v Sloveniji, ker mi imamo izjemne posameznike praktično povsod, ki se borijo in preidejo tudi, ko je ovir zelo veliko, in potem s to zgodbo o uspehu dejansko pokažejo pot, da je možno, tudi če se na prvi pogled zdi, da ne bo šlo. Slavija je bila pač država, ki je propadla zato, ker se ni znala in se ni mogla ravno zaradi teh vzvodov pravočasno prilagoditi na spremenjene razmere, in takrat je nasplošno ta demokratični duh zavel po celi vzhodni Evropi in odnesel trdorokce z oblasti. Potem so pa države bolj ali manj uspešno nadaljevale to zgodbo samostojno. Dragi gledalci, danes je moj gost Anže Logar, ustanovitelj stranke Demokrati. Pogovarjala se bova malo o njegovem osebnem življenju, malo o politiki, tako da pred nami je en zanimiv podcast, tako da glejte do konca. Pozdravljen, Anže. Lep pozdrav, hvala za vabilo. Hvala, ker ste se oglasili tukaj pri meni v Trebnjem, da posnamemo tale, sem prepričan, zanimiv podcast. Jaz bi se na začetku malo dotaknil vašega življenja, vaših hobijev. Slišal sem, da ste kar 2krat Camino prehodili. Drži. Kako da ste se odločili, da greste na to, pa malo več, če poveste? Ja, to sva se z mojim dekletom sva se pogovarjala že dolgo nazaj, mislim, da je bilo tam leta 2010, ko je ona brala potopise o teh romanih v Santiago de Compostela in razlagala o 800-kilometrski poti do tiste romarske cerkve. In se meni zdelo to kot nek neverjeten projekt, rahlo sem dvomil, tudi zdelo se mi je neverjetno, da recimo v manj kot enem mesecu lahko prideš da prehodiš teh 800 km, in ta misel mi ni dala miru, zato sem začel potem tudi malo sam spremljati in tuhtati in računati, in sem se vedno bolj ogreval za to idejo. In ker se je obema to zdel izjemen izziv, sva se potem, ko nisem imel neke večje obveznosti v službi, glede na to, da je bila takrat ravno Pahorjeva vlada, pač sva se odločila, da si skupaj vzameva vsak po en mesec dopusta neplačanega in da se odpraviva na to romarsko pot. Se pravi, pol je to en mesec trajalo? Ja, potem sva prvič sva se odpravila po tej francoski poti, najbolj popularni, ker največ ljudi srečaš med potjo. In moram reči, da je bil to eden od najlepših dopustov, kjer se človek dejansko spočije, regenerira in hkrati vidi, kako sposoben oziroma kje so meje tega, kar lahko dosežeš. Približno tako, kot ste vi naslovili vašo knjigo Vse se da, če se hoče. Dejansko, ko recimo romaš, ko gledaš in v jutru, ko se sonce dviga, vidiš neko hribovje tam na obzorju, in ko si popoldne na tem hribovju gledaš nazaj, kje si začel, dejansko dojameš, koliko lahko v življenju dosežeš, le če se podaš na pot. To drži, ja. Jaz sem včasih presenečen, ko na en hrib pridem, pa pol dol pogledam, pa se rečem, wow, sem vse to prehodil, ne, tako da to je res. Se pravi, če vas prav razumem, potem ste okoli 30 km, med 25 in 30 km na dan naredili, ne? Ja, prvič, ko sva šla, je bila povprečna razdalja
mislim, da 26 km na dan. Ko so šla pa drugič so šla pa po severni poti, to je pa ob morju. Takrat sem imela pa manj časa, pa več kilometrov sva naredila, je bil pa povprečje 37 km 37. na dan, ja. Dobro, tako bi rekel, ne, 37 km na dan bi naredil človek, ne, ampak potem, ko so pa eni 3 dnevi za teboj, pa najbrž kar malo težje rata. No, 3 dnevi so težki, 4. morda še težji, potem od 5. naprej se pa začne lajšati. Sva pa naredila napako, ker sva šla ta drugič na pot v juniju. To je pa najslabši mesec za pohod, ker sva imela mislim, da 25 dneh hoje sva imela samo 6 dni brez dežja. Drugače pa ves tisti čas v dežju. Čevlji so bili non-stop mokri, tako da vsak večer je bilo treba zmečkati časopisni papir v čevlje, da je pobral vlago iz njih in zjutraj spet v dež naprej. Tako da to je bila neka posebna preizkušnja. Ko sem pa prišla v Santiago, se je pa razsijalo sonce in takrat naprej potem pohod do Muksije in do Fistere je bil prekrasen izlet. Koliko pa to prtlage s seboj vzameš? Čim manj, tem bolje. Jaz sem bila omejena zavestno na 7 kg. 7 kg, ja. Tako da je zelo težko, oziroma ko si na začetku izbereš prtlago, ki misliš, da je nujno potrebna za mesec dni hoje, in ko to potem stehtaš, ugotoviš, da moraš več kot prepoloviti, in potem prideš do tiste res najnujnejše, kolikor potrebuješ. Kaj pa je bil vajen ta glavni razlog, da sta šla? Se pravi, ne vem, sem malo firbec, ker nekateri se grejo malo najdeti na tej poti, ne? Ki se grejo malo najdeti, običajno sami grejo, nekateri grejo iz verskih razlogov. To je lepota, to je v bistvu lepota Kamina, kjer se srečaš z ljudmi različnih ozadij, različnih držav, različne veroizpovedi, različnih namenov, ampak kljub temu, ravno zaradi tega, ker si na neki skupni poti, imaš nekaj skupnega, in ko dan za dnem najdeš gručo ljudi, ki hodijo s približno enako frekvenco, z približno enako brzino, se na nek način povežeš, ne glede na to, iz katerih vzgibov si prišel. Mene je ta prvič vodil ravno ta izziv in želja po tem, da začutim to pot, glede na to, da sem kar nekaj literature o tem prebral. Ta drugič pa ta pomerjenost, sproščenost in res doživljajskost te poti, da sem se odločil še drugič za to pot in se bom tudi še tretjič, ko se bo spet nabralo nekaj časa, da lahko pač stopimo na 1000 km dolgo pot. Kakšna pa je to pot? Je to bolj ravnine ali so hribi, doline? Odvisno. Francoska pot v začetku je kar precej hribovita, potem je 10 dni čiste ravnine, kjer je vse enako, ko imaš občutek že, ali hodiš naprej ali nazaj, ne veš več, ali boš kdaj kam prišel. Potem pa razgiban del, Makadama, kjer je strašno zanimivo. Medtem ko severna pot je pa ob obali, žal pa večino poti poteka po asfaltu, kar je bistveno bolj neprijetno kot pri francoski poti. Spala sta pa, to so tista prenočišča tam, to so večinoma, kako te prenočišča izgledajo? To je bolj skupne zadeve? To je soba z 20, 30, 40 postelami, pogradi, kjer po noči je kar precej glasno, ampak nezavedno, torej v sanjah. Tako da v prvih dneh, ko se navajaš, ti k spancu pripomore popolna izčrpanost, v naslednjih dneh pa predvsem to, da si se že navadil tega zvoka in da te to na koncu koncev ne moti več toliko. Ja, to zna biti kar moteče.
No, sej, prednost te poti je, da se spraviš na neko raven, ker se moraš spraviti, ker v nasprotnem primeru ne boš prišel poti do konca. Pravijo za Camino, da če ti ni usvojeno, torej če te Camino izvrže, pač to lahko tudi en od razlogov, zakaj potem ne nadaljuješ. Tisti, ki imajo pa težave s tem, pa lahko izbirajo predvsem po francoski poti, ki je bolj popularna, tudi druge oblike prenočišča. Smo srečevali tudi skupine, ki so spale po hotelih, je pa to bistveno dražje. Recimo prenočišče v tem skupnem oberžu stane, saj takrat je stalo, mislim, da 6 evrov na noč. Ja, to je res ugodno. Ja, sej, siguren je bolj zanimivo, spoznaš ljudi pa tako, ne. Jaz sicer, ko sam potujem, sem zelo nezahteven, lahko vsaki luknji spim in sem že v takih luknjah spal, ki mogoče nekdo tudi stopil noter, ampak rečemo, smrčanje me pa mot, ne. In tudi jaz smrčim, tako da tudi druge mot, ne, tako da pol pa če nisi naspan, pa drug dan ni moči, mislim, nisi toliko spočit, pa je mogoče malo prvem, ampak verjetno se po 35 km hoje potrebuješ spanec in ga dobiš. To je pa tudi res najbrž, ja. To je pa tudi res. A ste mogoče razmišljali, da bi šli tisto pot prehoditi, ki ne bi bila najtežja v Evropi, enkrat sem zasledil, ne vem, ali to drži ali ne drži, tiste od Rotterdama do Nice, ki gre tudi čez francoske Alpe, je kar zelo zahtevna. Ne, resno se poigravava za idejo, da bova šla od Sevilje do Santiago de Compostele. Ta je najmanj obljudena, zato moraš po poti večkrat spati tudi pri neorganiziranem Seniku in tako naprej. Drugače pa ima Evropa še eno zanimivo pot, to je Jerusalem Way, ta se pa začne v Avstriji, je 4500 km dolga, ja, in končaš v Jeruzalemu. Aha, v Jeruzalemu, v Izraelu. Tako je, ampak to je pa res za nesenjake, ki si vzamejo, ne vem, leto dni, da gredo po tej poti. To gre verjetno. Sem pa srečal recimo na tej poti, drugikrat sem srečal gospoda, ki je šel iz Sicilije peš do Santiaga, 2200-2300 km. Poznate tega fanta, Oliver Tič, ki bo svet prehodil od Južne Amerike do Severne, je že šel, zdaj je pa že eno leto skoraj na poti iz Slovenskih Konjic, zdaj je v Gruziji. Hod, pa eno psičko ima s seboj, tu pa kar projekt 5 let, tako da vsakemu čast, dober, res, tako da jaz ga spremljam, je zanimiv, tako da je res dober, no sem. Gre pa to vse malo počas, 5 let življenja, jaz ne bi dal, da svet prehodam, ne, grem pa rajkam na potovanje, kaj pogledam, pa tako naprej. Ne. Vsak sam zbere, kater model bo izbral, tako da mislim, da dokler je ta želja, pa če pride do realizacije, treba to sam pohvaliti. To je res. Kaj pa imate še, kaj pa so kakšni vaši hobiji, z glasbo se ukvarjate, še kaj drugega? No, jaz sem kar dolgo časa igral violončelo, potem pa nekje v srednji šoli to opustil in kasneje ob še vedno nekem veselju poslušanju klasične glasbe spet nazaj poprijel za violončelo. Drugače pa kar nekaj športam, kolesarjem zdaj v zadnjem času. Imam en 40 let star bicikel, staro specialko, ki zaradi železnega okvirja v klanec gor malce počasneje rine, zaradi ravno enako težjega okvirja pa v klanec dol malce hitreje od novejše konkurence, ampak je tako kvaliteten kolo, da ga ne mislim menjati, glede na to, da služi svojemu namenu in mi omogoča to prijetno rekreacijo med toplejšim delom leta. Drugače pa tudi rad hodim v hribe. Takrat sem se podal na tistih 30 vrhov Slovenije, ki je bil v priročni brošurici ob 30-letnici samostojnosti Slovenije. Moram priznati, da so me
dogodki, pač karierni dogodki prehiteli, tako da sem trenutno na 22. vrhu, še 8 vrhov me čaka, da bo knjižica polna vseh 30 žigov, ki jih dobiš na vrhu. Aha, to prav ena knjižica To je ena knjižica, ki združuje visokogorje, srednjegorje, pa tudi nizke hribčke po celi Sloveniji, ravno zato, da da vtis raznolikosti in pestrosti Slovenije. Pripravljena je bila ob 30-letnici samostojnosti Slovenije in mislim, da je to en tak dober prispevek k tem zavedanju, kako lepa država smo, kako nas to povezuje in koliko je teh kotičkov, ki jih ne odkriješ, če nimaš neposredne informacije, recimo v sklopu neke druge zgodbe. So marsikateri vrhovi, ki jih drugače ne bi obiskal, pa sem jih ravno zaradi te knjigice. Ja, to je zanimivo, koliko imamo lepih krajev v Sloveniji. Je pa mogoče malo, bom rekel, nepošteno, da ljudje hodimo samo Gorenjska, predvsem pa malo tle obala, rečemo neke regije, ki so pa tudi lepe, pa zanimive, pa ne gremo, ne vem, Kočevska je lepa. Vse gremo, ja, ok, ampak ima kar nekaj teh dogodkov, ki spodbujajo to vrstne obiske, recimo v Kočevskem imamo pohod po Medvedovih stopinjah. Aha, to poznam, ja. To sem se tudi letos prijavil, je konec aprila. Preden sem šel na Camino, mi se je zdela najboljša lokacija za trenirati malo te dolge sprehode, ravno pomurska regija, tako da imamo kar nekaj lepih koncev, kjer se jih splača obiskati. Je pa res, da si je treba čas vzeti, da malce raziščeš, kaj se splača obiskati. To je res, ja. Kaj pa potujete, kaj tudi izven Slovenije? No, ko sem bil minister, sem potoval, v povprečju sem računal 1,5 obiska na teden, kada sem bil praktično skozi naokoli. Potem sem v času tega obdobja, ko sem v parlamentu, zdaj po ministrovanju, nekaj teh uradnih obiskov, drugače pa imam jaz najraje obiske destinacij, ki jih lahko dosežeš z avtomobilom. Na nek način ne maram tiste nervoze, ki je vedno pri pakiranju prtljage, pa da prtljaga ni pretežka, pa da je treba paziti pravočasno, da ne zamudiš in tako naprej. Mislim, da mi paše to obdobje, da se pač usedeš v avto, ko je čas za to in se odpelješ na neko lokacijo in tam potem preživiš. In kam ste se v zadnjem času, ko je odpeljali v zadnjem času izven Slovenije? Ja, zahodna obala Italije, kakšen otok v Italiji, pa mogoče nekaj Francije, Bratislava, Hrvaška, te kraji. Kam si pa še želite iti, pa niste bili? Jaz mislim, da sem s temi potovanji kar precej obdelal že, tako da bi si res želel morda samo Novo Zelandijo, pa Azore. Te dve destinaciji še nameravam obiskati. Sta pa obe takšni, da si velja malce več časa vzeti. To je res, ja. Sem na Azore ne bo šlo brez aviona. Ne, niti na Novo Zelandijo ne bo šlo brez aviona tega. To vem, sej ne, da bi imel kakšen poseben strah pred tem, ampak če že organiziram ali pa se že menimo o tem normalnem dopustu, pa potem imam raj te bližnje destinacije. Se strinjam, veliko bolj lokomotiv, tudi jaz. Grem zelo rad z avtom, ampak doskrat pa ne grem. Zdaj na stara leta smo postali malce bolj zapečkarski. To je res, ja. Vi ste drugače rojen Ljubljančan? Drži, je. Kaj ste to srednjo šolo hodili? Na Šubičevo gimnazijo, klasično celo latinščino sem še imel, ker sem se učil nekaj teh izrekov, ki še danes veljajo, pa jih tudi velja upoštevati.
Potem sem pa odšel na fakulteto, na ekonomijo. Kako pa, da ste pristali v politiki? Kako ste se to odločili? Jaz sem drugače iz umetniške družine. Ja. Smo malce boemi, tudi umetniška družina malce drugače čas jemlje, to imam še danes težave, ker sem potem dosti krat pozno oziroma zamudim. Dimenzija časa ni tako naravnana natančno kot mogoče v kakšni pravniški družini. Ampak ti daje pa to en tak mal širši pogled. Zdaj, moji starši so akademski slikari, tudi moj dedek je bil akademski slikar, moja sestra je bila, se je ukvarjala z dizajnom. Jaz sem se mogoče ravno zato odločil za malce drugačne vode, za študij ekonomije, potem pa še med študijem ekonomije za politiko. Pač me od nekdaj me je zanimala politika, bral sem veliko knjig o starem Rimu, gledal sem kar nekaj oddaj o angleškem parlamentarizmu. Zdaj v mojih otroško-dijaških letih sem spremljal propad neke države, razpad Jugoslavije in potem začetek te demokratizacije. To me je na nek način zaznamovalo, navdihnilo in tudi enkrat smo v šoli šli na šolski izlet v parlament, v tisti plenarni dvorani, ki je bila takrat še drugačna kot zdaj okrogla. Nek občutek, moram reči, da me je prevzel znotraj in mi dejal, da tu noter pa želim nek dan delati. Trajalo kar nekaj časa do takrat, ampak to sem imel vedno pred sabo. Rekli ste, da ste spremljali razpad Jugoslavije. Koliko ste pa bili takrat stari? Pa kaj ste to točno spremljali? Kaj vam je bilo zanimivo? Mislim, ni mi bilo zanimivo, bilo mi je grozno. To je 14-15 let. Vem, avion je prebil zračni zid ravno tam, ko je letel potem na Rožno dolino, tam nad Ljubljano, v tistem koncu, kjer živimo. In potem Morijo, ki smo gledali v Bosni, ko se mi je trgalo srce in ko je potem Zahod prepočasi reagiral na vse tiste zavržna dejanja, genocidna dejanja, ki so se dogajala, to te zaznamuje v teh letih in ne razumeš, zakaj se ne da najti neke rešitve, ki bi bile v dobro ljudi, dobro človeštva, da se take morije ne bi dogajale. Ste pa kdaj prej še v času Jugoslavije, ste kaj potovali po Jugoslaviji, ste kje bili, tako da poznate tudi iz tega, ne vem, ste šli na more, kam na Hrvaško, no ja, to mislim, čez Sarajevo. To mislim, da so šli vsi, pa verjetno je še marsikdo tudi sam smučal na Kopaoniku in take destinacije so bile takrat kar pogoste. Drugače pa, da bi kakšne druge destinacije obiskoval, to pa ne. Kakšen imate pa pogled na Jugoslavijo, ne vem, kako to gledate, ker bom rekel, tisti, ki so bolj desno usmerjeni, opažam, da imajo bolj negativen pogled na to, ne. Ja, to je bil sistem, ki je propadel zato, ker se je sesul sam vase, ker je bil nedemokratičen, ker kot nedemokratičen ni podpiral novih idej, je naredil veliko škodo narodu, predvsem s tem, da je ubijal individualizem, razmišljanje o tem, kaj posameznik lahko ustvari, da je vse stiskal na neko sivo povprečje, kjer se tako ali tako ne da nič narediti, spet v nasprotju z naslovom vaše knjige. In je to dejansko zaznamovalo potem kar pomemben del generacije, ki je naredila ta potreben korak, da se je potem Slovenija osamosvojila. In Jugoslavija je bila pač država, ki je propadla zato, ker se ni znala in se ni mogla ravno zaradi teh vzvodov pravočasno prilagoditi na spremenjene razmere in takrat je nasplošno ta
demokratični duh zavel po celi vzhodni Evropi in odnesel trdorokce z oblasti. Potem so pa države bolj ali manj uspešno nadaljevale to zgodbo samostojno. Na začetku smo bili Slovenci in Slovenija visoko pred ostalimi vzhodnimi državami, potem pa tudi zaradi prepoznih, napačnih ali pa nedovolj odločnih odločitev smo začeli tudi v tem pogledu malo zaostajati, kar je škoda. Mislite potem, da nas dohitevajo te vzhodnoevropske države zato, ker nismo imeli dobrega vodstva, ker če gre firmi slabo, je ponavadi največja krivda ima direktor, ne, tukaj. Drži, ker nismo sprejeli pravočasno ustreznih ukrepov, ker nismo sprostili teh vseh potencialov, ki jih imamo. Če ti začneš graditi sistem z birokratskimi ovirami, to prej ali slej paralizira razvoj. In medtem ko so druge države, recimo Češka, Slovaška, sproščale za hitrejši gospodarski razvoj, nekatere druge države so nasplošno naredile tako davčno reformo, tu mislim predvsem na Irsko, ki je imela včasih tudi velike težave, da je dobesedno povlekla multinacionalke, da so pri njih postavile svoje sedeže za evropske filijale. Mi smo pa zelo gradualistično se vedno bolj zapirali. Skratka, nismo pravočasno naredili sprememb za posamezne reforme, od pokojninske, zdravstvene, javne uprave do varnostne reforme, in potem je prišlo do tega, da je ta razvoj počasnejši kot pri državah, ki so v temelju potem naredile te spremembe. In te razlike se potem vidijo v desetletjih, ne na krajši časovni. Kako da ste se pa odločili, da greste na samostojno pot? Se pravi, ste bili dolgo časa član SDS, zdaj ste pa pač odprli svojo stranko Demokrati. Čemu je botrovala ta odločitev? Ja, 25 let sem v politiki. Dejansko sem rastel od spodaj navzgor, od deljenja letakov do potem kandidatur, sprva neuspešnih, potem pa po 14 letih svoje političnega udejstvovanja sem bil prvič izvoljen v Državni zbor. In mogoče tudi zaradi moje umetniške predpostavke ali predispozicije sem zelo svobodomislen pri posameznih stvareh, tudi povem svoje mnenja in mislim, da sem v tej poti, predvsem v zadnjem obdobju, ko se je politična slika dobesedno eksplodirala, predvsem z vidika te naelektrenosti, to se že vleče recimo od finančne krize, kar je logično, naprej, kjer vsaka naslednja vlada, ko pride na oblast, poskuša dobesedno zradirati to, kar je naredila prejšnja vlada, in ko se v politiki vedno sistem obrne, ker se mora obrniti, potem naslednji naredi enako, pa še za kanček bolj, potem naslednji pride spet nazaj, enako, in to ima potem oscilacije, ki so vedno dlje vsak sebi, in to na koncu pripelje do tega, da so ljudje soočeni z politiko, ki ima samo dva pola in so praktično pred nemogočo izbiro, ali izberejo plus ali minus, ali 1 plus 0, ali črno ali belo. Dejansko pa izginja ta del ponudbe, ki bi moral biti najmočnejši, to je ta zmerni del politike na sredi, ki tudi Gaussovo krivuljo najbolje pokriva. Jaz sem sicer te premike bolj proti temu telesu želel doseči znotraj moje prejšnje politične stranke, ampak sem na tej poti ugotovil, da brez nekih slabih ali pa zamer, ali pa kako lahko to naredim, ali pa poskusim narediti samo, če grem svojo politično pot, in zato sem se po 25 letih odločil, da krenem na svoje, torej naredim
stranko Demokrati in skupaj s somišljeniki pripravimo program, kjer bo 5 ključnih reform, ki jih Slovenija potrebuje. Ljudje bojo pa tisti, ki se bodo odločili potem. No in s čim boste vi najbolj nagovarjali volivce? Kjerih je teh 5 reform, ki ste jih obljubili? Ja, ena lahko že danes napovemo, kar bo ključna v naslednjem desetletju, vprašanje varnosti. Varnost je ogrožena tako od zunaj kot od znotraj. Imamo grožnje avtokratskih režimov, imamo grožnje neposredne nevarnosti zaradi, ne vem, kibernetskih napadov, zaradi hibridnih spopadov preko, ne vem, tudi migrantskih teh fundamentalistov, ki so vstopili preko nezakonito na meje v Evropske unije. Potem imamo pa tudi težavo notranje varnosti. Glejte, v Sloveniji imamo v tem trenutku 2800 sistemiziranih nezasedenih mest na policiji, kar pomeni, da približno tretjina zasedenih mest, kot bi jih moralo biti glede na varnostno ceno, v policiji je nezasedenih. To zagotovo ima vpliv na interno varnost in v marsikaterem kraju vam bojo povedali, da so policijske postaje podhranjene, kar zagotovo čez čas pripelje do zelo velikih varnostnih groženj. Temu dodamo še prehransko varnost, kar je bilo zelo očitno v času COVID krize, ko je bilo ugotovljeno, da Slovenija nima recimo dovolj zalog žita, če se pride do neke situacije, kjer se meje dejansko zaprejo za dlje časa, do vprašanja intelektualne varnosti, kjer se dejansko korporacije kradejo kadre po državah, ki izobražujejo, potem pa znanje, ki je bilo pridobljeno, potem koristi drugim državam, ne pa nam. Skratka, vprašanje varnosti je eno od jeder dolgoročnega obstoja in preživetja neke države in tu mora Slovenija pripoznati to kot kritično sestavino, torej kot kritično infrastrukturo in vložiti maksimalna sredstva za to, da za vse te nevarnosti najde prave odgovore. Potem je vprašanje, mislim, da je zelo jasno, učinkovit boj proti korupciji, ker pri nas zagotovo ne more držati. Če boste samo pogledali specializirano državno tožilstvo, tam manjka 12 tožilcev, ki bi lahko preiskali toliko in toliko primerov, pa zaradi tega manjka, to delo poteka bistveno počasneje in da se potem dogaja celo to, da tožilka, ki preiskuje v bistvu organiziran kriminal, Kavački klan, nima ustreznega zavarovanja strani varnostnih organov. Mislim, da to kaže na to nezavedanje, kako pomembno je vprašanje boja korupcije in hkrati tudi varnosti. Potem vsak dan govorimo o vprašanju zdravstva, zdravstvene reforme, namenimo vedno več za javno zdravstvo, pa so storitve vedno slabše. Nekaj je narobe v upravljanju tega in tu je treba najti en zelo široko soglasje politike s konkretnimi ukrepi, kaj narediti in da zdravje ne bo postalo demagoški spopad različnih političnih sil, ki potem pripeljejo v to, da se praktično nobene reforme ne naredi. In pa so še vprašanje recimo digitalizacije, kjer se tudi lahko naredi veliko prihrankov, pa poenostavi, torej debirokratizira sistem in pa močna podpora gospodarstvu, predvsem v obliki ugodnega gospodarskega okolja. To so tiste naloge, ki jih moramo v naslednjem mandatu izpeljati, pa če nič drugega ne naredimo za to, da bo predispozicija potem Slovenije za en kvantni skok v razvoju v naslednjem obdobju bistveno boljša kot v nasprotnem primeru. Mene sicer najbolj zanima področje gospodarstva, ker sem podjetnik, in ni to samo moje mnenje, to je tudi mnenje še velikih drugih podjetnikov, da bi bilo kdaj boljše, da bi politika podjetnike, da ne bi nič novega sprejemala, da bi samo se pustila, ker nam kar zagrenjujete življenje z novo birokracijo, z novimi davki in No, to je šlo ekstenzivno prav v tem mandatu pač aktualne vlade. Ne vem,
višanje davkov, dodatno obdavčitev napotenih delavcev, evidentiranje delovnega časa, pravica do odklopa, če samo nekaj njih naštejem, kar je otežila neko normalno podjetniško delo. In ni čudno, da je na sestanku kroga gospodarstva že leto dni nazaj predsednik gospodarske zbornice rekel, da bo gospodarstvo srečno že, če vlada do konca mandata ne bo nič naredila na področju gospodarstva. Samo se mi zdi, da je to en tak defetistični poziv. Vlada mora ravno nasprotno narediti. Vlada mora sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili lažje gospodarjenje oziroma bolj ugodno gospodarstvo okolje, ne pa da nič ne naredi in pusti tako, kot je. Mislim, da smo v zadnjem obdobju gospodarstvo naložili toliko bremen, da je treba narediti kar seznam, kjer je eno breme za drugo potreba odčrtavati, da se zadeve malo sprostijo, pa tudi davčno politiko prilagoditi predvsem na plačnem delu, torej obdavčitvi dela na neke normalne evropske standarde. Razumem, da zdaj, če se davki znižajo, bo potem nekaj denarja primanjkvalo. Koliko pa vi mislite, da ima Slovenija rezervo, da, ne vem, zmanjša javno porabo, ker vsak podjetnik, rečemo, ko kriza pride, začne rezati pri stroških in bolj ko je kriza, bolj si uspešen in najdeš kar marsikaj, kjer lahko stroške zmanjšaš. Jaz sicer ne poznam čisto delovanje države, ampak verjetno, da obstajajo neke zadeve, kjer se da stroške rezati. Pa ne vem, če mogoče vi vidite kje, ki bi se lahko kaj prehranilo, Pa ne mislim zdaj to niti približno nekdo prav, da so vsi javni uslužbenci lenuhi pa tako naprej. To se jaz nikakor ne strinjam, ker če greš tukaj le k nam v Trebnje na upravne enoto, le posebno ali pa po Pasuš, kamor jaz hodim, vidim, da to zelo delajo. Še bolj sem videl, kako delajo v javnih zavodih, ko sem šel v bolnico v Novo mesto eno leto nazaj, ko sem v Ledvični Kamen. Mislim, oni so pa prisiljeni delati zato, ker ljudje so bolni in verjetno imajo tudi vest, ne more tam človeka, ki ga boli, kar pustiti. In jaz sem to novomeško bolnico videl, pa organizirano bolj kot mogoče pri kakšnem podjetniku v firmi. Tako da je, ampak po drugi strani pa pol takole, jaz kot en laik slišim, obstaja cel kup nekih agencij, nekih zadev, ki se jaz ne vem čemu služijo. Ja, ampak prej ste omenili zdravstvo. Po študiji OECD-ja bi v Sloveniji samo, če bi digitalizirali zdravstveni sistem, skratka, da ne bi z roko pisali, da bi bil e-karton, ki bi bil povezljiv z vsemi tremi ravnmi zdravstvenega sistema, za enim informacijskim sistemom bi na leto prihranili 50 milijonov evrov. To je že nek substancialen prihranek, ki ga lahko vrneš nazaj v zdravstveno oskrbo, da narediš več operacij in tako naprej. Skratka, te birokratizmi imajo kar nekaj možnosti za izboljšavo. Poleg tega logika, recimo, ki jo ima nizozemski sistem proračuna, da vsako leto naredijo revizijo proračuna in za tiste politike oziroma ukrepe za najmanjšo dodano vrednostjo oziroma brez dodane vrednosti iz proračuna enostavno izbrišejo, umaknejo, ker ugotovijo, da za, ne vem, investiran evro je bil output celo manjši, kot bi normalno bil. Enostavno te programe eliminirajo in jih namenijo ta denar v tiste programe, ki imajo večjo dodano vrednost. In na ta način v bistvu naredijo neko gibljivo matriko, ki spodbuja proračunske postavke z krepitvijo, recimo gospodarske aktivnosti, s krepitvijo, ne vem, nekega drugega segmenta družbe. Tako da je glede tega kar nekaj izzivov oziroma kar nekaj priložnosti. Poleg tega pa, recimo, če zaradi uvedbe razvojne kapice
torej limitiranja prispevkov za socialno in zdravstveno varstvo navzgor pri bolje plačanih. Iz tega naslova izpade recimo 250 milijonov evrov, se ravno zaradi večjih prihodkov, zaposlovanja visoko kvalificiranih kadrov in potem večjega trošenja njih v nekem časovnem pasu 5-6 let, ta manko praktično izniči zaradi obratne moči gospodarstva, sredstva, ki bolj ostanejo v žepu, te ljudje več trošijo, se naredi nova storitev, se zaradi nove potrebe oblikuje neko novo podjetje in se ekonomija vrti in na ta način v bistvu dodatno raste. In je prihranek oziroma izguba priliva v proračun na koncu se rezultirala v bistvu dodatnih prilivih zaradi večje DDV-ja, zaradi večje potrošnje, zaradi več osebnega davka oziroma dohodnine. In obratno, najlepši primer je vprašanje trošarin. Ko je v času Pahorjeve vlade v težki finančni stiski vlada načrtovala linearno povečanje sredstev iz trošarine za gorivo in zvišala trošarine, da je bilo potem gorivo v Sloveniji dražje kot v sosednjih državah, približno tako kot je sedaj, neustrezna trošarinska politika, je to rezultiralo v manjših prihodkih od trošarin, zaradi tega, ker avtoprevoznik, ki mora prevoziti teh 100 km čez Slovenijo, pač ne tanka v Sloveniji, tu spušča samo onesnažen zrak, tanka pa potem na Hrvaškem za 10-15 centov nižje in ta denar prenaša v hrvaško državno blagajno. Skratka, pri tej davčni politiki je vedno treba zelo tehtno razmisliti z nekim zrnom soli in ukrepe sprejemati v sklopu večjih, ne samo enega. Skratka, če nekaj dvigneš, nekje spustiš, ne pa da potem samo dvigneš davek o spuščanju davkov na nekem drugem področju, se boš pa pogovarjal enkrat v prihodnje. To se je dogajalo v tej vladi kar nekajkrat in potem nikoli ni prišlo do spuščanja davčnih zategljajev oziroma bremen. Sam, če boste vi zagovarjali to kapico, vam bojo ljudje učitali, da podpirate bogate. Ne, zakaj človek podpira bogate? Mislim, da je treba v Sloveniji narediti tudi ta premik, da je treba podpirati uspešne podjetnike, uspešne športnike, uspešne, umetnike. Če je nekdo uspešen, neka gospodarska družba, če je uspešna, je v bistvu to v dobrobit vseh, ker ljudje, ki delajo v tej družbi, so del neke zgodbe o uspehu. In ker so del neke zgodbe o uspehu, ljudje na koncu koncev kupujejo te izdelke, želijo delati v tej družbi in s tem doprinesejo v družbi. In nekdo drug želi to enako narediti z neko drugo družbo in se ta pozitivna energija se seli naprej. Če pa gledaš drugače, on pa ne sme imeti več kot jaz, gledaš pa z neke vizije, da si proti temu uspehu, potem pa to rezultira tudi v zmanjšanju optimizma, večjemu pesimizmu in na koncu se ta krivulja gospodarstva začne gibati navzdol. Šport je najlepši dokaz, da ko nekdo postane uspešen, potem ta šport postane zanimiv tudi v Sloveniji. Začnemo kupovati kolesa, mlada generacija začne trenirati kolesarstvo in se kar naenkrat obrne ta krog, ki mlade ali pa otroke odvrne od računalnika, kar je spet dobro, ki zažene en nov cikel, prodaje koles, kar je dobro za gospodarstvo, mogoče še neka firma začne proizvajati kolesa doma, je spet dobro za gospodarstvo. In na koncu koncev še krepi se ta duh za slovensko državo, ponos za slovensko državo, za zastave slovenske, ki potem v živo spremljajo uspešne slovenske kolesarje, uspešne slovenske košarkarje, uspešne slovenske smučarske skakalce in tako naprej. Skratka, treba je spodbuditi ta duh, ki ga imamo v športu, tudi v gospodarstvu in nasplošno v panogah v Sloveniji, ker mi imamo izjemne posameznike praktično povsod, ki se borijo in preidejo tudi, ko je ovir zelo veliko in potem s to zgodbo o uspehu dejansko pokažejo pot, da je možno tudi, če se na prvi pogled zdi, da ne bo šlo, pa
pa poduspe. Prvi en tak zelo viden primer je bila Tina Maze, ko je na svoje šla, ko je imela številne prepreke, ampak je verjela vase, ni obupala in na koncu koncev postala svetovna prvakinja, največ točk v neki sezoni, mislim, da 2400 osvojenih, kadarkoli, in dvomim, da je bo kakšna smučarka kdajkoli presegla, ker je bila, mislim, da še zadnja vrhunska smučarka, ki je v vseh 5 kategorijah tekmovala. In nek ponos za Slovenijo. Jaz sem res iskreno ponosen za vsakega uspešnega posameznika, za vsako uspešno podjetje, za vsakega športnika, ki je uspel iz Slovenije in na ta način dejansko to daje optimizem in motivacijo tudi ostalim za delo. Jaz se z vsem tem, kar ste povedali, popolnoma strinjam. Hotel sem pa reči to, da v Sloveniji ni ravno, bi rekel, neka pohvala, da si bogat in uspešen. Jaz izhajam iz podjetniške družine in bom rekel, že cel življenje opažam kar nekaj sovraštva glede na bogate ljudi. Najbolj sem to opazil lansko leto poleti, sem šel na kongres podjetnikov in sem to na Facebooku objavil in sem napisal, da bo Ivo Boscarol tudi tam predaval. Nisem siguren, če Ivo Boscarol, da ne bo me kdo za besedo držal, ampak kakšni grdi komentarji. To bi nekateri tega človeka, ki je dal, ne vem, 20 ali 30 milijonov. Se opravičujem, ker motem. Čisto kratek bom. Želim ti samo povedati, da takih intervjujev, kakor je ta, bo na mojem YouTube kanalu še veliko. In čisto vsak teden bo nov intervju. Imam že dogovorjeno z veliko zanimivimi gosti, tako da jaz ti predlagam, da si pogledaš tudi vse moje naslednje intervjuje. Če želiš biti preko maila obveščena za te najbolj zanimive intervjuje, ki jih bom imel, v opisu tega videa najdeš link, pa ga klikni in tam spoln obrazec in za tiste najbolj zanimive intervjuje, ne za vse, sem za tiste najbolj zanimive, ti bom poslal mail, da ga slučajno ne pozabiš pogledati. No, vse te zveste gledalce bom pa občasno koga nagradil za kakšno lepo nagrado. Pač nekoga bom izžrebal, da bo dobil kakšno knjigo, majico ali pa kakšno drugo lepo nagrado. To sicer ni nagradna igra, da bom zdaj to kar reklamiral. Vi, ki tole gledate, ste edini, ki veste za to nagrado. In namerno nisem dal tegale obvestila čist na začetku, ampak sem ga dal bolj proti koncu, zato da se boste na to, se pravi na te novice, prijavili samo tisti, ki vas teli intervjuji res zanimajo. Tako da, še enkrat, v opisu tega videa imate link, kliknite ga in izpolnite obrazec in enkrat ali pa dvakrat na mesec boste dobili od mene mail o nekem novem zanimivem intervjuju. Je še enkrat denarja za občino, jaz po pravici povem, da ga ne bi. Ljudje bi ga, če bi mu dal puško v roke, bi ga ustrelili. Zdajle, prejšnji teden sem v reviji Ona prebral, sem celo slikal, imam v telefonu, vam bom lahko na koncu pokazal, so objavili eno pesmico ene gospe, ki je bila tako nastrojena proti bogatem. Bogati so ponavadi tudi uspešni, ne? Bogati so Akrapovič, Boscarol, Batagel in podobni. Tako da to je toliko negativno, da to ne morete verjeti.
Noben pa ne vidi teh privatnikov, ki delajo cele dneve, pa jim družine zato razpadajo, ker nimajo cajt niti z otrokom, niti z ženam ukvarjati in tako naprej. Tako da zato mislim, da bo to nasprotovanje tej kapici, ker tako, kot je rekel Boscarol, Slovenci ti bojo vse odprostili, samo uspeha. Ne? Tako da... Ja, ampak to bo vedno, pa jaz verjamem, da je tudi še v kakšni drugi državi podobno. Ampak recimo ravno gospod Boscarol je ta izjemni posameznik, ki je naredil svojo firmo, potem v nekem obdobju se je odločil, da pač bo to firmo prodal in je potem investiral v svoje okolje, pomaga tudi na področju zdravstva, poskuša pomagati in tako naprej. Skratka, neki plemeniti cilji. In jaz mislim, da ne smejo tukaj ustaviti, ne vem, niti 10, niti 1000 teh negativnih komentarjev na spletu, ker po drugi strani je pa 10.000, 100.000 res občudovanja primernih pogledov na ta dejanja, ki pa morda ne sedijo doma v neki sobi in pišejo na računalnik, ampak sami pri sebi rečejo, evo, to pa cenim. Morda se to ne sliši, ampak vam pa ga zagotavljam, da je. To lahko vam povem, ko hodimo po terenu, ko obiskujemo celo Slovenijo, na koncu koncev tudi sam, zato ker sem zapustil svojo prejšnjo stranko, preko socialnih omrežij dobivam pač neprimerne komentarje in bi enako lahko rekel, da to me pa tako prizadane, da se pa tega ne grem več, ampak ko greš na teren in potem slišiš ljudi, ki podpirajo neko politično zmernost, neko novo vizijo, pa ugotoviš, da v bistvu večina ljudi zdravo razumsko razmišlja in podpira uspešnost, podpira uspešne podjetnike, podpira to, da nekaj vračajo nazaj družbi, okolju, iz katerega izhajajo. Edina razlika je ta, da pravim, da so ta socialna omrežja mogoče ta kritičen del tistih, ki so pa jezni na vse, naredile bolj dostopne in za nekoga, ki pač tega ni navajen, morda dobi občutek, da je to povprečen pregled ali pa presek družbe, kako gleda na to, pa vam zagotavljam, da ni. Možno, jaz sem hotel povedati, da sem bil takrat šokiran nad negativnim komentarjem, res sem bil šokiran. Ja. Tako da nikoli ne brišem negativnih komentarjev, kar se mene tiče. Ti sem pa brisal, zato ker sem rekel, se Bog ne ve, če kdo to teh vidi, pa na mojem profilu, ne, saj bojo ljudje še name jezni, ne, tako da... Ampak to ne sme ustaviti želje po spreminjanju družbe na bolje, zaradi tega ali pa gospodarskega subjekta na bolj uspešnega. To je pač nekaj, kar je sproti, sej na koncu koncev tisti pregovor, da se kadi za hitrim konjem, že iz starih šeg na nek način to poudarja, da ko nekdo izstopa, seveda se potem številni obregnejo obenj. Kakšno je po vašem mnenju v tem predlogu novega medijskega zakona? Je to cenzura? Kje je meja cenzure? Pa kje je meja svobode govora? Če mogoče malo to pokomentirate. Ker namreč ta medijski zakon, če sem jaz prav razumel, bi tudi zdaj jaz bil medij, ki te podcaste snemam in bi mi nakopali cel kup enih obveznosti, odgovornosti in tako naprej in s tem bi me tudi malo cenzurirali. Ne. Po drugi strani ljudje svobodo govora zagovarjajo, tudi jaz jo zagovarjam, ampak nekje pa je vse meja te svobode govora, ker verjetno se pa strinjate z mano, da pa ni prav, da en zagovarja, ne vem, da je treba ženske tepsti ali pa pedofilijo ali pa nekaj takega, ne, tako da nekje ima mejo ta svoboda govora, ne. Ja, načelo, sej v ustavi piše, da ima svoboda mejo do tam, ko trči v svobodo nekoga drugega. Skratka, tukaj ste povedali dva primera, ki dejansko trčita v svobodo žene ali pa v svobodo otroka in sta moralno, pa tudi, kar se tiče kazensko, nesprejemljiva.
Zdaj, zakon o medijih, ki je šel čez prvo branje v državnem zboru, je neprimeren, jaz sem sam glasoval proti njemu. To, ko ste omenili, ja, daje nastavke za to, da vas lahko cenzurirajo. In daje pooblastila medijskim inšpektorjem onkraj tega, kar bi si danes v neki normalni družbi lahko predstavljali. Hkrati pa ne urejuje tega, kar bi zakon o medijih moral urediti, predvsem nekega transparentnega lastništva velikih mas medija, ne vas, ampak tistih ta velikih medijev, ki ustvarjajo na nek način javno mnenje. In še ena pomembna distinkcija, vas karakterizira ali pa definira kot medij, namesto da bi vas definiral kot, če že, novinarja. Ker vi ustvarjate, delate novice, torej ste novinar, ne medij, vi ste novinar. Zakaj ta distinkcija pomembna? Ker če vas definira kot medij, lahko na vas pošle medijskega inšpektorja, lahko vas ustavlja, lahko izvaja cenzuro nad vami. Če vas pa tretira kot novinarja, vas pa ne more, ker je pa to kategorija, ki je na nek način varovana, ki ima pravico ščititi svoje vere in ki ima pač neko višjo stopnjo varovanja glede na to, da izvaja družbeno koristno delo. Če bi ta zakon o mediji dejansko šel v smeri, da poveča pluralizem, potem bi morali vas uvrstiti v kategorijo novinarjev, ne pa v kategorijo medijev, in potem na nek način bi tudi odpadli vsi ti strahovi, ki se zdaj pojavljajo s temi rešitvami, ki so. Skratka, zakon je neprimeren in jaz ne želim, da bi bil uveljavljen. Če pa bo uveljavljen, bo pa treba te dele zagotovo spremeniti v naslednjem mandatu, tako na začetku. Je pa verjetno tako, tu se pa strinjate, da mediji igrajo zelo veliko vlogo pri ustvarjanju javnega mnenja, tudi na volitve imajo zelo velik vpliv. Zagotovo, tako da to Ni naključje, da je v tem predvolilnem letu ta zakon o medijih na dnevnem redu. Verjetno je razlog nekje v tej smeri, da na ta način potem tudi vpliva na to, kakšna bo medijska krajina pred volitvami, da bi lahko tiste, ki so neugodni za vlado, kaznovali, tiste, ki niso, ki so pa prijazni z vlado, pa ustrezno nagradili z sredstvi iz sklada za medije. Kakšno je po vašem mnenju o tem novem omrežninskem obračunavanju, ki nam je vsem položnice povečal? Meni je sicer en znanec rekel, saj ni tako veliko, več 30 evrov imam več računa, ne? Ampak jaz sem mu rekel, veš, ti si 30 evrov zdaj plačal več na položnici za elektriko, ne? Sam posledica podražitve elektrike bo tudi to, da tudi ti boš v Mercatorju, Sparu, Hofru, Lidlu plačeval malo dražje izdelke, ker oni bojo tudi več elektrike plačali in bojo mogli tudi malo podražiti, siguren, če ne na kratek rok, pa na dolgi rok, siguren bojo. In te podražitve, rečemo, da država polni svojo blagajno, ali kako rečemo, to vpliva na inflacijo, na vse. In vidim tudi in država in občine to probajo kar nekaj, se obnašajo kot podjetja, da bi čim več zaslužile in uvajajo neke parkirnine, neke dodatne stroške in tako naprej. In to ima potem tudi zelo velik vpliv na slabši standard ljudi. Ne? Ja, to sem prej razlagal, da če spraviš več denarja obtok na način, da imajo ljudje več denarja v žepu in se potem ekonomija obrača, enako je na drugi strani, torej če podražiš en del segmenta, se to prenese v drug del in se potem draži iz dveh virov, to vpliva še na tretji, potem imamo že iz treh delovnih tak, snežna kepa vedno večjih podražitev, se dejansko sprožila, se je spustila dol po hribu. To
to dogajanje v zvezi z omrežninami je še ena stranpot aktualne vlade. Vem, da je v državnem zboru še oktobra na veliko hvalila, da je bil to en od paradnih projektov predsednika vlade, ker on se na energetiko spozna in so uveljavili nek zakompliciran sistem 5 časovnih pasov, ob tem, da vaš števec za elektriko sploh ne omogoča spremljanja po 15-minutnih intervalih. Skratka, brez investicije v tehnologijo, ki bi to omogočalo, so šli spreminjati režim obračunavanja, in ko je to prineslo bistveno više stroške, skratka, ko jim je ta zgodba eksplodirala v obraz, so pa na hitro spravili skupniko zakonodajno skrpucalo in jo prejšnji teden sprejeli v državnem zboru, da je za nekaj mesecev to zadevo malce pometla pod preprogo za gospodinstva, ne pa za gospodarske subjekte, in pač to preložilo verjetno na nek drug čas, je si to predstavljalo na pleča naslednje vlade. Skratka, zelo slabo politično planiranje in tudi slab politični razmislek aktualne vlade, in tudi glede na tehnologijo, ki jo imamo, absolutno neprimerno in preveč zakomplicirano. Kako bi vi pa zdravstvo reševali? Rečemo, v zdravstvu vsi vemo, ni treba biti genij ali pa vse zelo podrobno poznati, že iz medijev vidimo, da se neke stvari preplačuje. Enkrat je bil lep primer tistih žilnih ali srčnih opornic, ki so novinarji najdeli veliko cenejšega dobavitelja, ne vem, 3-krat cenejši, kakor je, ne vem, neka zdravstvena ustanova kupovala. Tukaj so odzadaj neki močni lobiji, ki služijo milijone, mogoče celo milijarde. In enkrat vem, da je ena ministrica za zdravstvo celo odstopila, ker je rekla, da so pritiski prehudi. Če sem jaz to prav razumel, so jim malo grozili. Ja, to je bila ministrica za zdravje pod vlado Alenke Bratušek, ki je zelo hitro po nastopu mandata potem odstopila. Mi smo imeli javno tribuno, platforma sodelovanja imela javno tribuno na temo zdravstva, in tam je dr. Zivko, ki je predstojnica v neki bolnišnici v Linzu, torej v Avstriji, zelo odkrito povedala: "Lejte, v Sloveniji boste naredili reformo takrat, ko se bodo ključne politične stranke strinjale, da je treba dati na reformo, in se bodo tudi zaobljubile, da iz tega ne bodo zganjale politične demagogije." Skratka, da ne bo področje zdravstva boj za glasove, ampak bo to tema, ki jo bojo skupaj rešili z namenom, da se naredi ta presek z tem prostim padom, ki ga zdaj spremljamo. Zdaj, prvo, zdravnike ne smeš potem narediti za razredne sovražnike, to kot se je zgodilo pod to vlado, ampak za nekoga, ki je za isto pogajalsko mizo pri reševanju zdravstvenega sistema. Potem ta reforma je lahko samo postopna, skratka, ne more se presekati z mečem in od zdaj naprej bo zdravstveni sistem deloval, ker to bo pomenilo samo to, da se bo del zdravstvenega sistema prelevil v zasebni del in bojo potem iz tega imeli ustrezno zdravstveno oskrbo samo tisti bogatejši, vsi ostali pa dolge čakalne vrste. Primarna vstopna točka v zdravstveni sistem je primarna raven, torej osebni zdravnik. Mi smo tukaj zelo v zadnji, pada zanimanje za specializacijo na tem področju. Skratka, vlada mora takoj poskrbeti za to, da se z boljšimi pogoji dela, z boljšimi spodbudami, torej plačami, boljšimi na koncu koncev tudi izgledi za nadaljevanje kariere, omogoči več dela na primarni zdravstveni ravni, torej več zdravnikov družinske medicine. To mora s sabo potegniti tudi bistveno manjšo birokracijo. Tu pride notri ta digitalizacija, razbremenitev, kjer lahko prihranimo kar nekaj milijonov na tom področju, in glede na to, da je primarna zdravstvena raven tudi vstopna točka, torej nekakšen goalkeeper za prehod v naslednje ravni zdravstvenega sistema, je treba potem jih opolnomočiti, dati dovolj pooblastil, da sami čim več teh stvari rešujejo, ne pa da spuščajo recimo samo s prehladom potem tudi na specialistično raven, ker potem maši dodatne postopke
in vrste v zdravstvenem delu. In potem je treba se aktivno lotiti reševanja teh skrajševanja zdravstvenih vrst in treba tudi v eni fazi odločiti, kaj je tista košarica, ki jo zagotavlja javno zdravstvo, se o tem poenotiti in potem to narediti reformo, ki bo dala rezultate relativno hitro. In ko bodo te rezultati doseženi, potem pa pride na vrsto drugi krog, torej ko bodo tudi ljudje dobili zaupanje v to, da je možno te spremembe narediti, da imajo neke določene rezultate, bodo ljudje potem pripravljeni tudi sprejeti mogoče malce večjo reformo, malce večji korak naprej, da bo na koncu sistem vzdržen na dolgi rok in da bomo vsi dobili zdravstveno oskrbo preko prispevkov zdravstvenih, ki jih plačujemo, za tiste osnovne stvari brez doplačila. Javni zavod oziroma sistem pa mora zagotoviti zelo jasno kontrolo nad tem, da so storitve dobro izvedene. In edin postopna pot za reformo zdravstva mislim, da lahko pripelje do takega rezultata, ki bo sprejemljiv za ljudi in bo dejansko omogočil potem boljšo zdravstveno oskrbo. Ampak kaj pa korupcija, ki sem omenil, tiste žilne opornice ali srčnice, ne vem kakšne, 3-krat dražji so plačevali, kako pa to potem enkrat za enotnim pač javnim razpisom za nakup te opreme in z referenčnimi cenami, ki jih lahko zelo enostavno dobite samo, da nek drug zdravstveni sistem, recimo v Avstriji, Estoniji, ne vem, na Nizozemskem pogledate in primerjate, kakšne cene tam plačujejo in kakšne cene pri nas plačujejo. In da referenčna cena potem postane tista cena, ki jo lahko oni zagotovijo tudi pri nas, ne pa da je 3-krat dražja. In na ta način bomo privarčevali kar precejšnja sredstva. Enkrat sem slišal, pa ni bilo to rekla, kazala, sem to slišal kar od enega, za katerega menim, da ne laže, je povedal, da je nekje ena firma v eni zdravstveni ustanovi ugradila take luči, ki so bili oni uvoznik za njih, se pravi, da če crkne, da je bilo treba nujno pri tisti firmi kupiti in tiste je bilo zelo drago, tako da so si pa za naslednjih 20 let zagotovili posel, ki je bil zelo drago plačan. In taki stvari, po mojem, ogromno. Ogromno, tukaj so lahko, po mojem, prihranki. Verjamem, da jih je veliko, mora biti politična volja, da se jih začne odkrivati in mora biti oblikovan sistem, torej pregona tega, da je ustrezno kadrovsko okrepljen z ustreznim sistemskim delom, torej da je tudi ustrezno procesno oblikovan, da se začne odkrivati primer za primerom in ko bo 5. primer odkrit, bo tiste, ki to delajo, počasi začelo postajati strah in se bodo te prakse tudi začele zmanjševati, zniževati in bo to potem tist naprej prelom, ki bo dejansko pripeljal ta potreben preskok v zavedanju, da javni denar ni zato, da ga nekateri jemljajo tajno ali javno, ampak zato, da zagotovi storitev za vas, za vaše poslušalce, za vse nas. Ste pa za javno ali zasebno zdravstvo? Država mora zagotoviti javno zdravstvo. Na koncu koncev imamo v ustavi zapisano, da smo socialna država, ki zagotavlja vse te stvari in to je naloga politike, da to zagotovi. Ampak zraven pa to ne pomeni, da moramo ravno zaradi tega pa omejevati vse ostalo. Vi, če plačujete zdravstveno oskrbo, ste upravičen do zdravstvene storitve. Problem, ki ga imamo danes zaradi upravljanja s tem, zaradi pač teh preplačil, zaradi korupcije, je to, da ne pridete na vrsto. In jaz celo mislim, da če bi nekdo se odločil tožiti državo ali pa zdravstveno zavarovalnico, zaradi tega, ker kljub temu, da plačuje v zdravstveno blagajno, ne dobi pravočasno zdravstvene storitve, bi po nekaj časa zmagal pred sodiščem. In to bi pomenilo neko sodbo, ki bi zelo jasno dala pravno legitimiteto za zelo korenite spremembe pri tem sistemu.
Jaz imam zmeraj v mislih, ne vem, vidite, imam očala, sem za hec poklical v zdravstveni dom, da bi prišel na pregled oči. So rekli, joj, to je pri nas čakalna doba 1 leto, pokličite koga drugega, ne. No in pokličem potem pa tam en Poljšak, sem v Novo Mestje, pokličem, če se da prideti na pregled, tudi na napotenco ti pripada na vsake 2 leti, ne. Kličem in seveda lahko, kdaj bi prišli, lahko že jutri pridete. Mislim, tiste privat zadeva in so mi nudili veliko boljšo uslugo, kakor pa državna. No, ampak ste dobili na napotnico, ne? Ja, sem dobil na napotnico. To je v bistvu javni denar, torej del javne mreže. To je res. Zakaj je pa tam tako nemogoče priti naprej, je pa stvar verjetno poslovnih procesov, pa da pač, če nekdo pripravljen leto dni čakati na to, je to njegova zavestna odločitev. Jaz osebno bi naredil enako kot vi, bi iskal možnost, ki je pridem prej na vrsto in bi se pač postavil vrsto tam. Gremo še malo v sodstvu reči. Zanima me, kako po vašem mnenju naše sodstvo deluje. Jaz imam občutek, tako, ko malo sam spremljaš medije, pa jih ne spremljam jih veliko, ampak imam občutek, da nekateri so nedotakljivi, imajo vse dokaze, vse je jasno, pa so oproščeni. Nekoga pa, bom rekel, za nekaj malega preganjajo. Pa ne bom zdaj omenjal, ne bom dal primer vašega bivšega šefa Janeza Janšo, ki so zdaj protestirali tam v Celju. Ampak gledajte, meni se je zdelo, Andrej Šiško so ga zaprli, ne? Pa nisem nikakor ne bogov kakšen podpornik ali karkoli, ne? Ampak koliko je takrat bilo enega govora o enem bogemu Andreju Šiškotu, zato ko so se tam oni maskirali, se res maskiran človek grozno zgleda, in so se kar državnega preobrata, se država, sodstvo ustrašilo in so Andreja Šiškota takoj zaprli. Imate pa kriminalce, ki so res nekaj naredili, pa niso zaprti. Še manj obsojeni, ne. Tako da jaz mislim, da sodstvo dela zelo slabo. Dosti slabo dela tudi pri nekih teh zadevah, ne vem, ko se podjetniki srečujemo s tem, neplačila. Kako da to ne more država zrihtati, neplačila, da če človek, če ne plača, se pravi, če grem zdaj surov, pa tam blagajno v Mercatorju, me bojo zaprli za več let, če pa enega nategnem za par milijonov evrov, kar mu pač ne bom plačal, mi pa nikoli ne bojo nič dokazali, niti zaprli mene. Ja, če poznate prave ljudi. Ne, žal je, tak občutek se dejansko zbuja med ljudmi, zato je tudi zaupanje v sodni sistem med najnižjimi v Evropski uniji in del sodstva se tega zaveda in del sodstva želi to spremeniti, tudi recimo nekaj zelo eminentnih sodnikov poskuša tu narediti nek korak naprej. Del sodnega sistema je pa zadovoljen s tem, da se nič ne zgodi, da ne nosijo nobene odgovornosti, da s tem na nek način tudi sami sebe ne obremenjujejo in žal je rezultat tovrstne miselnosti potem sistem, kjer se velike ribe izmuznajo sodnemu epilogu, medtem ko majhne ribe se pa ujamejo v mrežo sodnega pregona. Mislim, da je nekdanji tožilec specializiranega državnega tožilstva rekel, da velike bančne kriminalce
na sodišču naslavljajo za gospod, medtem ko tiste, ki so ukradli paštete, pa obdolženi. Mislim, da ta razlika zelo lepo ponazori, kakšen odnos ima del sodstva do velikih lumparij in do malih lumparij. Mene to strašno boli tudi zato, ker sem bil predsednik preiskovalne komisije, ker smo preiskovali bančni kriminal, nekaj, ko se ti grejo lase po konci, ko vidiš, kaj se je počelo v slovenskem bančnem sistemu, pa dejansko nekega resnega epiloga nad tem ni bilo. In zato ljudem popuščajo živci, pa tudi izginja upanje v to, da se da nekaj spremeniti. Ampak če pogledate potem iz tega vidika, to tisti, ki jim je ta sistem všeč, ta status quo ravno želijo, da se ljudje zatečejo apatijo, da si rečejo, se ne da nič ne spremeniti in potem lahko še naprej ribarijo v kalne. Zato bo na področju sodstva, ravno zato je pač boj zoper korupcijo eden od ključnih prioritet, recimo tudi demokratov za naslednji mandat, bo treba ta sistem močno okrepiti. Hrvaška je recimo to naredila z oblikovanjem USKOK-a, to je pač neka agencija na tožilstvu, ki je strah in trepet vseh, ki kriminalno ravnajo, notri so najbolj usposobljeni tožilci, imajo visoke plače in tudi beneficiran staž, tako da na koncu jih ne skrbi nad tem, da bi kdo poskušal vplivati na njih, imajo varovanje urejeno, tako da tudi te kriminalni klani pač ne pridejo do živega. In Slovenija bo mogla v tej smeri iti, zato da bo okrepila ta pregon. Potem pa tudi z oblikovanjem ustrezne arhitekture sodnega sistema, torej oblikovanje kabinetnega sistema sodnikov, kjer bojo tudi ustrezno podkrepljeni z podpornim osebjem, poskrbeti, da bo sodna funkcija, funkcija sodnika neka častna funkcija, ki bo tu zato, da tiste, ki kršijo zakon, umakne z ulice, da poskrbi za to, da potem po nekaj teh primerih ljudje vidijo, da pač veliki lumpi tudi potem dolgo sedijo in do prvih nekaj takih primerov bo zaupanje v slovensko sodstvo zelo nizko. Zdaj je ravno kontra, veliki lumpi. Tako je, ja. To sem prej rekel. In to je neko obdobje, ki ga je treba z nekim zelo konkretnim naborom ukrepov urediti in to nas čaka v naslednjem mandatu. Zdaj, kaj me še zanima, kako gledate pa na to? Prej ste rekli, da pri nas v ustavi piše, da smo socialna država. Kako pa rečemo gledate na to, da neki mladi se ne zaposlijo, prejemajo socialno podporo? Vaš poslanski kolega, ne sicer z vaše stranke, tale Aleksander Reberšak, On je Nova Slovenija. On je Nova Slovenija, vem. On je enkrat rekel, da mlad pa zdrav človek rabi delo. In jaz se to z njim absolutno strinjam. In se mi zdi to, da nekdo, ki se ne odloči, da bo delal, ker se mu ne da, pa prejema socialno podporo, da je to zelo, zelo nepošteno. En mora pa vsak dan zjutraj vstati, iti v službo v Ljubljano, se 1 uro voz, 8 ur trdo dela, pa se še 1 uro nazaj voz. Mislim, če je kaj nepravično na tem svetu, je to nepravično. Ja, in tudi daje napačen signal tej mladi generaciji. Skratka, če je to standard, ki ga postavljaš, si družbo na srednji rok, pa na dolgi rok obsodil na propad. Ker dejansko človek mora imeti ljubezen do dela, človek mora vedeti, da se da nekaj narediti, če se lotiš, torej če delaš, nič ti ne bo padlo na mizo, samo od sebe. Ti moraš jasno se zavedati, da če hočeš nek korak naprej narediti, če hočeš uspeti, je to odvisno od tebe, od tega, koliko energije boš v to vložil, koliko se boš angažiral, in zato moramo spodbujati to delovno kulturo posameznika. In tisti, ki dobijo socialno pomoč, verjetno morajo to vračati v okviru nekih javnih del, ker v nasprotnem primeru lahko tisti čas uporabijo za neko sivo ekonomijo in čim dlje možno vlečejo socialno podporo. Skratka, to je neka odgovornost do družbe. Jaz mislim, da je to zelo sebično, če določen segment družbe prilepiš na socialno podporo, brez kakršnih koli vzvodov, da v tem času išče neko novo zaposlitev.
Človek mora želeti delati, mora iskati variante, da dela, tudi če mogoče to ni služba, ki bi se jo vedno želel, ampak je to nek prehoden trenutek, dokler ne najdeš neke boljše priložnosti za službo. In to kulturo je treba razvijati, se mi zdi, od družine naprej, potem v okviru šolstva in na koncu koncev potem tudi preko socialne politike, ki naj ne spodbuja ne delo, ampak naj da vzvode, da spodbuja delo. Ja, ampak zdaj je tako, da se spodbuja nedelo. Zdaj Že tako. ogromno ljudi slišal. Zdaj je tako, se to treba spremeniti. Razmišljam, da bi nehal delati, ker dobi čist isto, kot pa če gre na socialo. Še posebej, če ima par otrok, ker potem dobi še večji otroški dodatek, vrtec ima zastonj in tako naprej. Tudi ena anomalija, ne vem, če bo moj brat glih vesel, ki ga omenim tukaj, ampak ga bom omenil. Moj brat ima podjetje, 50-60 zaposlenih, dela cele dneve, tako da mojemu bratu doskrat rečem, mu ne more biti, mu ni razloga, da bi bil kdo kaj fovš, ker on samo dela. Samo dela in on nima nič od življenja. Jaz imam 10-krat več kot on, čeprav imam 100-krat manj kot on. No, in ko je dobil otroka, imamo v naši vasi Šentlovrenc, imamo vrtec, ampak moj brat ni dobil prostora za svojega otroka, zato ker ima prevelike dohodke. Se pravi, duni, ki so pa brezposelni, ki bi imeli čas otroka v Trebnje voziti, bolj kot moj brat, je dobil v Šentlovrencu vrtec, moj brat ga je mogel pa vsak dan v Trebnje voziti, pa še puj. Tako da tepen dvakrat, ne? Tako da tukaj so ene stvari, če mene vprašate, čist. Ne, pa se, če začneva gledati, lahko kar odpirava knjigo, pa sam delava seznam. Ampak problem je, ker se tega seznama, ki ga relativno lahko sestavimo, ne lotevamo, ne začenjamo reševati. Potem, ko se ga bomo začenjali rešiti, boste videli, da bo relativno hiter ta duh ali pa to zavedanje, da se da nekaj spremeniti, da bo ljudje to slišali in bojo tudi z večjim optimizmom potem gledali naprej, bodo videli, da neka esencialna pravičnost se je torej nazaj prišla v našo državo, torej se tudi jaz pripravim še bolj potruditi. In to je tisto, kar pol razvija ta pozitivni duh znotraj neke družbe, nekega naroda, mi tam še nismo, moramo pa iti, če hočemo na dolgi rok preživeti kot država. Kakšno vidite pa prihodnost Slovenije? Svetlo, temno? Ja, jaz sem optimist. Jaz mislim, da naslednje volitve bodo prinesle neko to razsvetljenstvo, soočeni z krizo geostrateško, geoglobalno in zavedanjem, da moramo nekaj narediti, ker v nasprotnem primeru se bo naš razvojni zaostanek samo še povečal. Bomo začeli izvajati te potrebne reforme, ki bo neposredno vplivali na lepše življenje, na boljše življenje, na enostavnejše življenje in se bo relativno hitro potem tudi videl rezultat tega dela. Potem pa kar naenkrat, tako kot v ekipi, ko se začuti, da se stvari odvijajo v pravo smer, se ta kemija zacveti in hitro nasprotni ekipi dajo gol in zmagajo prvenstvo. Jaz mislim, da je Slovenija ravno prav velika in ravno prav majhna, da se lahko hitro okrene in da lahko potem v nadaljevanju sadove tega svojega razvoja ustrezno tudi implementira. Kakšno vidite pa prihodnost Evrope? Bo ostala Evropska unija? To je pa stvar, bomo skregali? Ja, mislim, da moramo narediti vse, kar je v naši moči, da ostane. Vidim jo rahlo drugačni arhitekturi, kot je sedaj. Mogoče bo treba narediti še malo manjšo unijo, torej tistih držav, ki želijo sodelovati, in narediti neko povezavo, globljo povezavo tudi na področju varnosti, na področju obrambe, na področju drugih stvari, ki zdaj niso povezane za to, da bomo lahko izkoristili vse svoje potenciale. Predvsem bo pa morala upoštevati to, kar je Mario Draghi v svojem poročilu, ki ga je pred približno pol leta predstavil,
navedel, torej močno se debirokratizirati in narediti bistveno bolj razvojno naravnano okolje. Ampak to lahko začnemo že pri nas. Enako mora pa to delati, oziroma mora to delati največja gospodarstva tudi v Evropi, Italija, Nemčija, Francija in Španija. Mislim, da je treba tukaj stopiti skupaj in vse te birokratske ovire, ki so se zatekle v obdobju miru, če lahko tako rečem, pa prosperitete umakniti in zelo zdravorazumsko se lotiti izgradnje te evropske arhitekture za izzive negotovega časa, ki pa je pred nami. Mi se moramo nazaj ozreti nase, se okrepiti notranje in šele ko bomo okrepljeni notranje, bomo lahko tudi večji igralec na svetovnem trgu. Jaz moram reči, da vidim prihodnost Evrope bolj kot ne črno, pa nisem zdaj neki tukšen pesimist. Glejte, jaz, ko potujem po svetu, jaz tudi zdaj, ko grem v Vietnam, letim tja za Katarjem. Meni na misel ne pride, da bom z neko Lufthansa letel, zato ker v Frankfurtu se enkrat naredil, so stavkali in jaz sem prišel v Ameriko brez prtljage. Ni prtljaga prišla. V Dohi pa v Dubaju nisem še nikoli slišal, da bi stavkali. In tudi, ko vidiš tiste, dvakrat sem letel s Kitajci, mislim, kako so tiste stevardese in bolj pridne in hitrejše in bolj prijazne, kot na neki Lufthansi, tiste stare Nemke, zadirčne. Potem vidimo, Kitajci znajo mnogo cenejši narediti avto, električni, kar je čisto logično, zato ker imajo manj birokracije, manj pravil. In zdaj mi, Kitajcem, Evropska unija uvaja, ne vem, ali je že, ali bo 30% dajatve, carine, se pravi. To tudi ni pravi način. To bo je samo malo agonijo Volkswagna, BMW-ja, Mercedesa in tega, samo ali bojo podaljšali. To je tako, ne vem, neki starši vplivni, ki svojemu otroku potuho daje, poznajo učiteljice in tako naprej. To samo en primer v družini je, en oče poznal učiteljice, pa je sinu zmeraj dobro šlo do 8. razreda, potem, ki je pa v novo mesto prišel, je bilo pa takoj gotovo, ker ni mu nič. Tako da jaz vidim to zelo, zelo negativno. Vi ne vidite tako grozno to? Ali? Jaz gledam na te stvari mogoče malce bolj dinamično, torej ne iz situacije, kot je sedaj, da bo enako tudi čez 10 let. Če bo ta situacija enaka tudi čez 10 let, potem je vaš scenarij zmagal, seveda. Žal zmagal. Boljš, da ne. Ja, žal zmagal, ampak vmes pridejo dogodki, situacije, ki naredijo en presek in recimo v demokracijah so to ponovadi volitve, kjer pol prevzamejo ljudje, ki drugače razmišljajo in naredijo tiste ukrepe, ki jih je treba narediti. Skratka, danes si težko predstavljamo, da bi bilo to možno, ampak jutri z neko novo vlado bojo pa možni te ukrepi. In če pogledamo, ne vem, Nemčija konkretno, kakšen razvoj je naredila od porušene povojne Nemčije v samo nekaj desetletjih, in potem, ko so bile recimo krize z zelo drago nafto, kako se je v bistvu temu uspela enako zoperstaviti. Verjamem, da je tistim, ki danes dobro živijo v Nemčiji, v interesu, da se spet naredi nek reformni obrat, ki bo prišel prinesel te spremembe. Recimo, če gledate predvolilni program CDU gospoda Merza, to ima kar dramatične zasuke ali pa ukrepe v pogledu dosedanje agende aktualne vlade, ki je zmagala. Recimo, da se ure za delovnim mestom ne šteje več, recimo 8-urni delovnik na dan, ampak 40-urni na teden, kar pomeni, da teh 40 ur lahko delaš kadarkoli, ne glede na to, kako razdeliš po posameznem dnevu. To je na nek način tudi en odmik od neke evropske regulative, da ne omenjam drugih vprašanj, ki se tiče avtomobilske industrije,
glede zelenega prehoda in tako naprej. Tako da jaz v naslednji vladi nemški pričakujem kar pomembne zasuke v tem razvojnem modelu in z neko dinamično perspektivo bo spremenilo tudi stvari, ki ste jih naslavljali vi ali pa v vašem opažanju razmer v Nemčiji. Če ste ravno omenili teh 40 ur delovnik tedenski, ne? V Sloveniji so neke stranke zagovarjajo 6-dnevni delovnik in tako naprej, ne? Jaz ne vem, odkje ljudem te ideje, vsak gostinc ima pomanjkanje kadra, zdaj pomeni, če še mi za 2 ure delovnik Šest ur, ja. Bojo mogli še več ljudi dobiti, ki hitak ne bojo mogli. To so ideje v duhu, ne, pravice do odklopa, pa štempljanju za odhod na malce, pa tako naprej. To so brezidejne ideje. Ko ti zmanjka idej, potem začneš s takimi zadevami, zato da polniš, ne vem, časopisne stolpne. So pa nevarne, kadar so te ideje znotraj koalicije, ki vlada državo. To se pa strinjam, ja. No, so pa zelo všečne, mrsker človek bi raj 6 ur delal, kot 8. Jaz v bistvu praktično delam cel dan, tudi sedaj, ko ustanavljamo stranko, smo zjutraj do 10 zvečer vsak dan na terenu z ljudmi, pa mislim, da ljudje, tisti, ki dejansko sestavljajo večino pač našega naroda, so kar pridni, delovni ljudje. Ne nazadnje smo zato čez zgodovino previharili, pa ni bila ravno mila do slovenskega človeka. Prej ste Nemčijo omenili. Kaj menite pa v vzponu te stranke AfD, se pravi Alternativa za Nemčijo, ji zelo kaže dobro na volitvah? Je to dobro za Evropo, slabo za Evropo? Eni govorijo o skrajno desni strani, po drugi strani jo pa vodi ta ženska, ki je poročena za žensko in če imam prav v spominu, ta ženska celo črnka, ne? Tako da niso tako skrajno desni. No? Ja, jaz sem drugače zmerni politik. Mislim, da te poskusi z iskanjem neke zlate formule, ki še ni bila preizkušena in da bo kar uspela približno identična za poskusom v Sloveniji s temi novimi obrazi in da se to ponavadi tudi izjalovi. Glede politike, ki jo vodi AfD, nekatere stvari pravilno izpostavlja in te stvari, ki pravilno izpostavlja, je na koncu koncev povzela v svojem predvolilnem manifestu tudi CDU, tradicionalna nemška stranka. Nekatere stvari so pa zelo proruske in dejansko rušijo na nek način enotnost Evropske unije. Tako da jaz v Nemčiji ne pričakujem nekega drastičnega zasuka, morda drugačna zgodba je v Franciji. Tam mislim, da je bolj stvar zapletena. Bomo pa verjetno v naslednjem letu francosko zgodbo bolj podrobneje spremljali. Ne vem, če veste, jaz sem tist, ki je zbiral podpise proti pirotehniki. Zbral sem jih nekaj čez 70,000. Ta zadeva je tudi prišla, ta komisija za peticije človekove pravice je to razpravljala. Takrat je imela to čez vaša kolegica Irglova. Se tudi zahvaljujem, da je to sploh sprejela in pelala naprej, tako da če bo tako videl, se ji zahvalite v mojem imenu. Bom je zdaj v poslanski skupini. Sem bil res zadovoljen, ne? Jaz sem namreč proti pirotehniki zelo, zato ker vidim, kako živali trpijo in tudi tam na tej razpravi so bili neki znanstveniki in tako naprej in vsi so bili enotnega mnenja, koliko je to škodljivo tudi za živali in za ljudi in za okolje. Vi bi podprli prepoved pirotehnike ali ne bi? Jaz bi to podprl. Težava nastane ravno zaradi razlogov, ki so pač povezani z globalnim svetom. Nakup prek spleta je skoraj nemogoče kontrolirati. No, sam če je prepovedano, se pravi nekje poč,
Verjeten ta prvi let ne bojo glih ljudje prijavljali, čez 10 let pa bo, da prije to v normalno. In ne boste verjeli, kakšna pisma sem jaz dobival ljudi, ki so se mi zahvaljevali, da sem to pokrenil in tako naprej, ker so obupani. Stari ljudje so mi pisali, koliko se bojijo tega poka. Zagotovo. Lejte, jaz imam psa, pa vem, kako se moj pes tega boji. Sej, glede tega je že kar restriktivna zakonodaja v Sloveniji, torej tam pri tistih sredstvih, kjer je pok primarna dejavnost, so tako ali tako prepovedano. Dovoljeno so tisto, kjer imajo vizualne efekte in je pač pok stranskega pomena. Ampak jaz mislim, ne vidim razloga, zakaj bi sploh želel kdo pokati. Mislim, da je to tudi stvar kulture, skratka tudi nekega izobraževanja znotraj šolskega sistema, in glede na to, da te poki res nobenemu ne koristijo, jaz mislim, da bi bila to ena od teh aktivnosti, ki bi bila široko podprta med ljudmi. Ampak jaz ravno pri te stvari vidim, koliko je politika umazana. Rečemo, kaj to bilo, o tem ste tudi v parlamentu razpravljali, sem jaz potem tudi vse poslušal in celo članek napisal. In rečemo, Jani Möderndorfer je levi politik in je bil proti temu, se pravi, ni bil za prepoved pirotehnike, ker bi bil človek pričakoval, da bi leve stranke za to. Rečemo, Meira Hot od SD-ja, ona je za prepoved. Ne? Ampak po drugi strani se pa zdaj vprašam, zdaj ima pa tolikšno večino v parlamentu, da bi to čisto enostavno sprejeli, pa ne sprejemajo. Urški Klakočar Zupančič sem 2krat pisal glede tega, pa nisem tudi odgovora dobil. Sej jaz vem, da se ona nima cajt ukvarjati s komorkoli. Ampak jaz sem zbral več kot 70,000 podpisov, tako da verjetno neki odgovor bi pa si zaslužil, oziroma sitle se ne gre čist nad zame. Jaz bi sam rekel, da se to prepove, in zdaj sem videl, da imajo tudi 8. marec je to peticijo zagnal. Sicer enkrat je bilo malo slišati polne konc, meni 8. marec ni ravno simpatičen, ampak če bo pa to speljal, bom pa rekel kapo dol, ker tega res ne rabimo. Ne? Ampak to sem hotel povedati. Ne? Zdaj bi v komod to sprejeli, ker imajo tako večino, pa ni čist nobene želje. Tako da žal je pa to, vam pa čisto tako osebno svetujem, mogoče v svoji volilni kampanji tudi s tem nagovorite volivce, ker je zelo velikih za proti. Se pravi, lejte, jaz en Tomaž Gorec je zbral preko 70,000 podpisov, ne, tako da mislim, da je čas za to. Za naslednji korak. Ja, in mislim, zakaj ne bi bila Slovenija prva država na svetu, ki bi to prepovedala. Jaz sem prepričan, da bi še kdo sledil. No, tako da... Mi lahko poveste še malo več o tem. Enkrat so bile ene pobude, da bi se poslance testiralo na droge, pa to ni šlo čez. Kako pa vi na to gledate? Jaz namreč gledam na to tako, da poslanc bi pa mogla biti oseba, ki s tem nima opravka. Če bi jaz mu kakšno besedo, bi tudi rekel, da poslanec ne sme imeti težav z alkoholom, ne sme kaditi, ker vi ste tisti, ki vodite državo in ste odgovorni za to. In če ne znaš sebe v red spraviti, kako boš pol šele državo? Ne? Ja, jaz z nobenim od teh treh nimam težav, ne kadim, pijem takrat, kadar čemu ali komu nazdravimo, drog pa tudi ne uživam. Jaz sem celo šel se testirati, ko je takrat bila predlagana ta pobuda za sprejem tega zakona, pa je, mislim, da v prejšnjem mandatu koalicija potem glasovala proti temu zakonu. Mislim, da ni nič narobe, če se to vrstno testiranje naredi. Vprašanje, če bo to dvignilo zaupanje ljudi v politični sistem. Mislim, da to lahko bolj naredimo s spremembo volilnega sistema, kjer bodo imeli ljudje neposredni vpliv na to, kdo bo sedel v državnem zboru. Skratka, da
izvolijo konkretno osebo in potem, če z njo niso zadovoljni na naslednjih volitvah, tudi iz iste stranke lahko izvolijo neko drugo osebo. Tu mislim, da moramo narediti še domačo nalogo. Ampak če bi zaradi tega recimo nek poslanec izgubil mandat, ker bi pač se predajal prepovedani sustancam, mislim, da bi bilo prav, da bi se to zgodilo. Na ta način bi tudi kazali en zgled za naprej. Ker kakorkoli politika mora ponujati nek zgled družbi. Najslabše je, če ravno tisti, ki so najbolj na očeh, če si dovolijo stvari, ki si jih niti posameznik ne sme dovoliti, in da kljub temu, da so se to dovolili, ostanejo na položaju. Mislim, da to je največja, najslabšo luč to kaže na družbo. No, jaz tudi mislim, da politiki, ne, da za vas bi mogli tudi veljati strožji zakoni, ne vem, da zdaj... To je bilo pa v nasprotju z ustavo. Ja, ampak ne vem, da zdaj ne vem. Zakoni se za vse uporabljajo enako. Če nekdo nekaj zlorab, da dobi neko protipravno premoženjsko korist, če je navaden človek naredi, ali pa če politik je še izkoristil to, ki ga je narod zvolil, bi mogel biti politik bolj kaznovan, če mene vprašaš. To je pravno nevzdržno, ampak že dobro je, če je kaznovan v našem sodnem sistemu. To je res. Vi ste stranko ustanovili, bi rekel, približno 1 leto pa pol pred volitvami, ne? Ja. Me pa to zanima čisto tako. Mene iz Firbca, zato ker se ukvarjam s prodajo, marketingom. A se vam ne zdi, da ste prehmalo ustanovili, ker zdaj zadnjih par volitev so te novi obrazi prišli tik pred volitvami na plan, vi ste se pa zato odločili malo prej, mislite, da ne bi bilo boljše, da bi 3 mesece pred volitvami odprli stranko, da bi, mislite, da ne bi bil lažji, da bi lažje uspela? Mogoče z vidika enostavnosti verjetno, ja, ker če ustanoviš stranko mesec, 2 pred volitvami, je to potem ravno tista romantično obdobje, ko vsi še s pričakovanjem gledajo, zdaj pa bo, kaj pa bo, in so zato pripravljeni lažji glas nameniti taki stranki. Ampak jaz na politiko gledam dolgoročno in zdaj vidimo ravno v primeru, ne vem, 3 zadnjih strank, od stranke Mira Cerarja do liste Marjana Šarca pa Gibanja Svoboda, so bile to stranke, ki so nastale tik pred volitvami. In njihov glavni manko ali pa napaka je ravno to, ker so bile takoj uspešne in so bile takoj vladne stranke, dejansko prej niso naredile lokalne mreže. In stranka brez lokalne mreže, brez kapilar po celi Sloveniji, kjer dejansko lahko črpa utrip, kaj se dogaja na terenu, je v bistvu to projekt za enkratno uporabo. In zelo hitro se zgodi, da ker teh informacij nima, se zapre v nek mehurček, v nek slonokoščen stolp, kjer nima sploh informacij, kako slabo vlada, in ima še naprej občutek, da je najboljša vlada, in to samo še dodatno odtujuje od mnenj ljudi, in potem na koncu to postane maksimalno nepriljubljena stranka. Stranka mora imeti korenine, mora imeti trdne temelje, in to lahko narediš samo, če stranko ustanoviš leto dni pred volitvami. Je res, večja tveganja so. Tveganja, da pač ni več tega efekta romantičnega navdušenja, da vmes, ne vem, tudi ljudje deloma izgubijo zaupanje, do tega, da imaš zelo veliko dela z oblikovanjem lokalne mreže, ker smo vsi samo ljudje in ker ima dan samo 24 ur, energija, ki je investirana v to, je pač energija manj v državnem zboru, torej se tudi rahlo manj viden, ampak sprejemam ta tveganja, zaradi tega, ker ravno moč in pomen te lokalne mreže je ključen za dolgoročni obstoj stranke. In Demokrati bomo stranka, ki bo dolgo na slovenskem političnem prizorišču, ravno zato, ker ta prvi del, to prvo leto ali pa prvega pol leta praktično ves čas namenjamo ravno oblikovanju teh regionalnih odborov. Koliko boste pa kaj se posvetili svoji promociji na socialnih omrežjih?
Ja, zdaj imam rahle težave, kot so mi zlikovci ukradli moj Facebook profil. Ja, oba Facebook profila, in privatni in uradni fanpage, kjer sem imel skoraj 20,000 sledilcev in me s tem dejansko omejili glih v začetku, ko smo nameravali začeti to promocijo preko socialnih omrežij. Tako da gre težje, zadevo sem prijavil kriminalistom, pač preiskujejo, ampak to vam je udaril, po mojem, kakšen Nigeric, Indic ali Kitajska. Mislim, to se dogaja, se izgubljajo profile. Dvakrat zapored mi je v kratkem času, tako da je bilo kar ciljano, ampak zdaj trenutno vodimo ta del skozi pač Facebook profil Stranke Demokrati. Je težje, ampak računam, da v sosledju časa, torej do nekje poletnih počitnic, bomo že oblikovali nek robusten temelj tudi za nastop preko socialnih omrežij. Vem, da je to strašno pomembno, zato bomo temu posvetili tudi posebno pozornost. In skupina, ki pripravlja vsebine za to, je organizirana in to bo jaz mislim, en od glavnih kanalov promocije. Ste tudi na TikToku? Bomo, nismo še, bomo. Se pogovarjam z mlado generacijo in jih vprašam, kje dobijo večino informacij, in pravijo iz Instagrama pa TikToka. Za mojo generacijo je to malce težje razumeti, ampak sprejemam to dejstvo. Imate kakšnega svetovalca, ki vam pomaga pri volitvah? Ne, to smo somišljeniki, ki verjamemo v zgodbo, ki verjamemo v zmerno politiko, verjamemo v neko politično širino, v sodelovanje, in smo redno se pogovarjamo, imamo en tak interni brainstorming, viharjenje možganov, kjer razmišljamo, kaj je še treba narediti, v katero smer iti, katera stališča pri posameznih temah zavzeti, in to se bo bolj kristaliziralo potem, ko bo pripravljen program, ker oktobra bo tudi programska konferenca, kjer bomo sprejeli ta predvolilni program, in tam se bo zelo konkretno videlo, kako se lotiti posameznih izzivov, ki so pred Slovenijo. Ne vem, če veste, ampak verjetno vam je vsaj malo znano, ker ste v svetu, ste tudi vi v Ljubljanskem, ne? Bil sem, zdaj nisem. Nisem več. No, jaz sem enkrat bil na enem poslovnem seminarju, kjer je predaval tudi Igor Arih. On je vodil prvo volilno kampanjo za Zorana Jankovića, in ko sem jaz njega poslušal, sem rekel, če najameš tega človeka, pa verjetno dobiš volitve, ne? Tako da imaš ene strokovnjake, ki to dobro poznajo in znajo verjetno tudi zelo dobro stranki pomagati za kakšnimi nasveti, ne? Tako da zato sem to vprašal. Ja, zagotovo strokovna taka pomoč pomaga. Je pa tudi treba gledati, no, naslednje volitve je pa stranka Zorana Jankovića popolnoma izgubila, Pozitivna Slovenija. To ja, on je za županske volitve dobil, tako da tudi vse, ki je prepodval, se mi vse smiselno zdelo in je dober pelov, ne, tako da... Ampak, če je delal prvo kampanjo, naslednje pač ni, in se je pač lista Zorana Jankovića že toliko naučila, da je lahko brez tega, morate razumeti. Jaz sem že 25 let v politiki, jaz sem dal že približno 7 ali 8 kampanj, ker sem sam osebno nastopil čez, tako da približno nekaj občutka za te stvari imam, kar seveda tudi odloča o tem, približno vem, kdaj je treba najeti zunanjo pomoč, kdaj pa lahko tudi z notranjimi viri te stvari razrešuješ. No, če vam lahko čisto kot dobronameren nasvet povem, da jaz tudi za posel, ki ga delam, ta digitalni marketing, predvsem vse optimizacije je moja specialiteta, sem zelo dober v tem, tudi knjigo sem o tem napisal, in se mi je kar parkrat že naredilo, da sem rekel, kako sem pa to zadevo spregledal, ne, se pravi, neko napako, če bi 2 leti prej vedel, ker je bilo čisto logično, koliko bi bili bolj uspešni, ne, tako da kdaj tudi, če si dober, lahko kaj spregledaš, ne, pa... Drži. Se ti zdi.
Še zadnje vprašanje. Ljudje se bojijo, da ste vi stranko ustanovili samo zato, da boste Janezu Janši pomagali. Ste pa to že parkrat povedali, kako bi šli v koalicijo, kako ne bi šli, pa če mogoče še za to mojo oddajo poveste. Ja, Slovenija je pred ključnimi reformami in približno tako, kot sem prej razložil glede zdravstvene reforme, je tudi pri teh boj proti korupciji ugodno gospodarsko okolje. Mi potrebujemo neko politično širino. Mi potrebujemo eno tako širši družbeni dogovor, širšo družbeno soglasje, da gremo po tej poti, da naredimo te reformne korake in da ne bomo iz tega delali politično demagogijo. In zato potrebujemo neko veliko koalicijo in moja namera je, da če lahko jaz, torej prvi poklicani, oblikujem to širšo koalicijo, je nujno treba povabiti znotraj te koalicije stranke, ki pokrivajo najširši del političnega spektra. Če pa nismo to demokrati, pa da pomagamo, da dve največji naredita to koalicijo. In tu ni vprašanje, da bi mi komurkoli kaj omogočili. Mi bomo kvečjemu naredili vse, kar je v naši moči, da bo prišlo do te široke koalicije, da bo prišlo do te politične širine. In to je ta zelo jasna zaveza, okoli katere pač demokrati ostanemo ali pademo, in lahko do zdaj sem še vedno držal besedo in jo nameravam tudi v prihodnje. Super. Mislim, da sem imela zelo lep, zanimiv pogovor, tako da se vam še enkrat zahvaljujem, ker ste se odzvali mojemu vabilu. Hvala za vabilo in prijetno delo naprej. In če se ne motim, greste zdaj na popotovanje, tako da veliko uspeha, zdravja in tudi sreče pri tem popotovanju. Hvala, tudi jaz vam želim vse naj v življenju in tudi veliko uspeha. Hvala lepa. Hvala, adijo. Dragi gledalci, hvala, ker ste tole pogledali do konca. Všečkajte, napišite kakšen komentar in se vidimo na drugem podcastu.